Zadnjo januarsko soboto v letu 2015 je Literarno društvo Gnezdo s pomočjo Splošne knjižnice, Centrom za kulturne prireditve in Turistično-informacijskim centrom Slovenske Konjice organiziralo že 53. literarno-glasbeni večer v Mestni galeriji Rimer v Slovenskih Konjicah. Tokratna gostja je bila mlada in simpatična Mila Kotnik iz Loč. Številnemu občinstvu se je predstavila s svojim prvencem, ki je izšel konec lanskega leta z naslovom Harmonija na poti življenja. V pogovoru, ki ga je z njo vodila Veronika Dolšak Ela, je skozi oči 15-letnice prikazala pogled na življenje in svet okoli nje. Pa se je težko razglaviti na tak način, že s tem, kako pišeš, na nek način poveš, kdo si, o čem razmišljaš? Ja, v bistvu je kar problem. En gospod me pozna že 15 let, torej vse življenje, pa smo dobri prijatelji in potem je zadnjič, ko je prebral knjigo, prišel do mene in je rekel: Mila, sedaj pa res vem, kdo si, ne? Tako da nekako je kar težava, se res človek razgali, ko piše. Albina, jaz sem zato, da bi slišali nekaj iz te knjige. Rojstvo prav vsakega človeka popelje na peklensko pot, na pot življenja. Popelje nas na pot, kjer bo breme naših težav samo in izključno na naših ramenih. Sami bomo morali čez gore, puščave, osame. Ampak življenje, kaj sploh je to? Mar življenje pomeni le to, da pač živiš iz dneva v dan? Mar pomeni to, da se boriš s strahotnimi stiskami bombardiranega vsakdana? Ne. Življenje je le velikanski boj družbe samooklicanih žrtev proti težnji po popolnosti v osebni rasti vsakega človeka. Zato je tako zelo pomembno, da vsak človek poskrbi, da v življenju premaga vse ovire. Vsak zase. Sam moraš poskrbeti, da se tvoje rane zacelijo, da brazgotine ostanejo nevidne, navkljub temu, da so nekatere znaki klenega poguma. Doletijo nas rane, ki nas nehote vselej spominjajo na človeško minljivost. A ne zavedamo se, da s premagovanjem osebnih stisk le duševno rastemo in zorimo. Zorimo počasi, a vztrajno. Kot pšenično zrno, ki pade na zemljo. Iz njega zraste novo, svežine polno življenje. Iz rodovitne podlage zraste nežna bilka, nato raste, se spreminja, požene v klas in potem počasi dobiva barvo. Zrnca se debelijo, zorijo. Prav tako je s človeško dušo. Na točki, ko sta pšenični klas in naše srce prepolna, pričneta vmahovati pod lastno težo. Na poti skozi življenje nisi nikdar sam. S teboj je kopica ljudi, ki ti s pritajenim smislom za tolažbo vlivajo moč in upanje. Tu so tudi tisti, ki na vsak način želijo, da bos prehodi s trnjem tlakovano pot. Ti ljudje ti pravijo: ne zmoreš, vdaj se. A vedno si ti človek tisti, ki moraš biti tu, da jim vedno znova dokazuješ nasprotno. V življenju mnogokrat in vsekakor prevečkrat izberemo nepravo pot. Naša dejanja so le redko kdaj upravičena. Že če pogledamo skozi zaprta vrata domov po svetu, vidimo, da starši pogosto niso to, kar se od njih pričakuje, kar bi bilo nujno, da so. Čemu toliko nasilja, verbalnega uničevanja in vedno več ljudi s skritimi samomorilnimi nagnjenji, ki človeško oko zaslepijo? Jani Prgič, slovenski predavatelj, šolski mediator, profesor slovenščine in magister socialne pedagogike, je modro dejal: človek se povzpne na sam vrh življenja na črto takrat, ko pomaga tistemu, ki izgubljeno tava po črto. Ta misel bi človeka zagotovo morala spremljati v vsakdanjem življenju. Na svetu smo, da pomagamo, delamo dobro, se izogibamo slabega, sejemo zrna sreče, novega življenja in znanja. Žal se tudi sama velikokrat ne zavedam dejanj, ki bi jih morala udejstvovati na drugačen način, na bolj dostojanstvenega. Iz dneva v dan pozabljam, da bi morala postajati boljša in segati po zvezdah solidarnosti, pomoči ubogim, širjenja smehu in sreče. Ljudje smo res zanimiva bitja. V življenju obstanemo na stopnji, kjer smo zadovoljni. Nikakor nas prav nihče ne more povzdigniti na vrh, če pri tem ne sodelujemo sami. Žal vsak človek zase misli, da je popoln. Meni, da je dosegel najvišjo možno stopnjo dozorelosti in se hkrati ne zaveda dogajanja okoli sebe. Bistvena stvar vsakega posameznika je sprejemanje dobrih odločitev. Otroci z dejanji oblikujemo naše odločitve za jutri. Če pa sprejmemo slabe odločitve, bo to zagotovo omejilo naše možnosti v prihodnosti. Žal se tudi sama velikokrat ne zavedam dejanj, ki bi jih morala udejstvovati na drugačen način, na bolj dostojanstvvenega. Iz dneva v dan pozabljam, da bi morala postajati boljša in segati po zvezdah solidarnosti, pomoči ubogim, širjenja smehu in sreče. Ljudje smo res zanimiva bitja. V življenju obstanemo na stopnji, kjer smo zadovoljni. Nikakor nas prav nihče ne more povzdigniti na vrh, če pri tem ne sodelujemo sami. Žal vsak človek zase misli, da je popoln. Meni, da je dosegel najvišjo možno stopnjo dozorelosti in se hkrati ne zaveda dogajanja okoli sebe. Bistvena stvar vsakega posameznika je sprejemanje dobrih odločitev. Otroci z dejanji oblikujejo naše možnosti v prihodnosti.
Na moji poti me vodi vodilo, da ne smem nikoli obupati, temveč moram delati stvari, ki me izpopolnjujejo in širijo moje osebnostno področje. A marsikatera življenjska resnica mi bo ostala prikrita, saj si prevečkrat zatiskam oči in si ne soočim s konkretnimi težavami. Tavam v lastnem angažiranju in ne vidim svojih napak, le tuje. Življenje pa od nas pričakuje, da se postavimo na lastne noge. Razvijati moramo zaupanje v sebe, svoje zamisli in potenciale. Sama se zavedam, da so kdaj pa kdaj moje ambicije, ki si jih na svoji poti postavim, prevelike. Mnogokrat zaidem med oblake, v kateri se tudi izgubim. Vem, da bom novo pot morala poiskati sama. Dobri ljudje so tukaj le zato, da ti to pot olajšajo in razsvetlijo. Nikakor pa niso tu zato, da bi se odločali namesto tebe in odločali tvojih korakih. Samodisciplina je tista, ki nam bo pomagala, da na svoji poti nikoli ne klonemo in se predamo. Mnenja sem, da sem sama sebi dokaj dobra gospodarica. Trudim se razmišljati svojo glavo, vedno sem v postopku ustvarjanja nečesa novega. Našemu planetu manjka mladih nadobudnežev. Svet se spreminja, čas teče. S tem se spreminjamo tudi mi sami. Otroci pa imamo v večini še vedno možnost, da je naše otroštvo brezskrbno in igrivosti polno. Z leti, ko hodimo skozi življenjska obdobja, se naše izkušnje bogatijo. Vedno več jih je. Če človek nima ambicij, je mrtev. Zato je še kako pomembno, da v takšnem primeru sprejmemo dobro odločitev. Pride čas, ko moramo sprejeti nove odločitve in zakorakati boljše življenje. Dovolj životarjenja. Konkretno delo bo na sebi, bo meni, vam in tudi vsem ostalim prineslo korenite spremembe. Mila je s svojimi globokimi mislimi zbranim podarila nekaj lepih in umirjenih trenutkov v sobotnem večeru in navdušila svojo razgledanostjo in literarno nadarjenostjo. Da je blizu tudi glasba s klavirjem in z Ano Amalijo Skok na violini in pevko Zalo Macuh pričarala nepozabne glasbene trenutke.